Moje ime je Jan Macerol. To je moja soseska. To je moja ulica. To je moje življenje. Star sem 39 let in preko v 3 urah bom lačen. Valjda, tega še ne vem. Čeprav sem na nek način vedno lačen. Mislim, da je čas, da vam razkrijem svojo najbolj šibko točko. To je hrana. Če sem bolj specifičen, to je hitra prehrana. Tako da ja, ime mi je Jan, pejmo na mojo čarobno špico, pol pa akcija. Are you listening? You crazy mother. Danes bomo ful simple temi. In ja, v moji največji šibki točki. To je ljubezen do hitre prehrane. Vse veš, burgerji pa te fore. Zdaj, meni moja vedno teži, ker zelo težko ali pa praktično nikoli ne jem zajtrkov. Ja, pred zajtrk mi ne paše in to je prehrana edina stvar, ki jo tako znam limitirati. Oziroma, ni dobro, da jo limitiram. A imaš ti tudi te probleme? Mislim, ti tudi ne moreš jesti zjutraj pa preskočiš v bistvu zajtrk. Daj spodaj v komentar. Zdaj, a ti tudi rataš tečen, če si ful lačen? No, meni se to konstantno dogaja. Torej, ker meni pade ta cukor tako na minimum, takrat moram tako dobiti nekaj ogljikovih hidratov pa rdečega mesa. Tudi jaz sem lačen, ful drugačen. No in valjda takrat radem fast food gurman in si prvošem kak street food. Pet malo stran, ja. Zdaj, z mano se moraš strinjati, da je Ljubljana v bistvu v zadnjih letih postala neke vrste meka za hitro prehrano. V bistvu praktično na vsakem vogalu so majhni lokalčki, kjer lahko dobiš relativno spodoben burger, ne? Ampak vedno me je pa zanimalo, kje se pravzaprav vse skupaj začelo, čisto zares. Kje je ta norija nad temi gurmanskimi presežki v bistvu dobila svoje zle seme. Kje smo mi Slovenci pravzaprav pogruntali te burgerje, te poulične festivale, odprto kuhno, pivo in burger fest in vse ostale stvari, ne? Tako, no, mislim, to je ful zanimivo. Živjo, a se lahko mi da slikava? Čakaj, lej Perica! Ja, slikate pa vidve, pa pol označite, pa se jaz objavim, okej? Zdaj mogoče moment, da razkrijem, zakaj sem jaz danes pravzaprav načel to temo o hrani. Namreč dve PR-ovke ste me včeraj strastno prepričevali, naj si prijem pogled projekt Fairfood. Tudi zato, ker veste, da sem v bistvu oboževalec hrane na prostom oziroma raznega tazga hitrega prehranjevanja. In ja, prišel sem pogledat Fairfood. Med drugim je pa projekt ful cool tudi zaradi tega, ker je letos vse v znamenju BBQ-ja, torej barbecue, žara, tako vse se bo pekel. In zraven je moja najljubša fast food veriga, Hood Burger. Zdaj vsem, ki ni čisto jasen, kar Fairfood je, ne, lahko povem samo dve stvari. Torej, s tem, ki nekaj poješ, pa v bistvu poteši svojo potrebo po hrani, si hkrati tudi dobrodelen. In take projekte jaz vedno podpiram. Meni se zdi, da Fairfood tako dve eksistenčne potrebe rešuje. Potrebo po tem, da se nahrani z res dobro hrano, pa potrebo po tem, da si vsak dolg časa dobrodelen. Tukaj so zelo lepo uspeli v en tak simpatičen, gurmantičen projekt zadeve in ja, ful podpiram. Top. And that is, everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. More than I can say. Do it to me. No, Til pa Klemen. Til pa Klemen, no. Tista dva, ki sta odgovorna, bomo videli zakaj, bomo šli pa pogledati. Gremo mi ne hamburger, tako, prav. Ajde prav. Zdaj, zakaj v to zgodbo vlečem Hood Burger? Zato, ker sem se že na začetku vloga spraševal v bistvu, kdo je začel s to hudo sceno teh hudih burgerjev in prišel do ugotovitve po malo researcha, da je v bistvu to Hood Burger. Ta je
je tudi vrhunski. Huda čika. Evo. Get on it. Done. Jaz sem šel malo researcha in gotovo, da sta Til pa Klemen že leta 2012 v Trnovem pri Saks pubu postavila en štang. In ta sta si zdala eno nalogo, da naredita v bistvu burger, ki je 100% slovenskega mesa, slovenskih srečnih krav in da pol pač naredita nekaj posebenega oziroma lokalno predelano, to je eden od glavnih motov food burgerja. Na drugi strani pa ja, high quality materials, srečne krave, poseben, tako res pedanten način pripravljen french fries, o katerem bom pa malo mogoče več povedal. No, zgodba od tam naprej čisto simpel, ne. Folk je bil toliko navdušen nad temi burgerji pred Saks pubom, da sta se ona dva odločila, da še istega leta, torej konec leta 2012 odpreta prvo poslovalnico oziroma prvi kiosk, ki je bila neke vrste prikolica, trailer, whatever, pri Interšparovič, ne. Takrat so posledile še uspešne zgodbe. Center, pa BTC, pa zdaj v kratkem boste tudi v Celju. Zdaj, ena takih super stvari v food burgerju je pa to, da lahko napolniš ne samo svoj želodec, ampak tudi svoj telefon. V tako lomanko lepo vtakneš telefonček, zapreš, zarotiraš šifre in zmagaš. Zdaj pa ta krompir je cela znanost. Mislim, ta krompir je v bistvu science fiction krompirja. Pustimo, da je 100% predelan v Sloveniji, na neki kmetiji na Dolenjskem, katere lokacije je top secret, je sorta Belarosa. In v bistvu, ko ful težko povem zdaj, kot ne vem, motor je To. Ne smejo voziti, ne, tukaj. Ja. Ta je pa najlepši. Tukaj se vidi domač po tem modelu. Ja, tako. 100% naraven, predelan na neki dolenjski kmetiji, katerega porekla nočete povedati, je sorte Belarosa, to sta izdala. Pa izdala sta tudi med drugim, da se ga 24 ur namaka v vodi, zato da spusti v škrob. No, pa se najbrž tudi ti to počneš, tako spereš krompirček, preden ga cvreš. Ja, če tega ne počneš, pol zdaj naprej veš, kako je krompirček boljši. Treba je pa povedati, da je pa še ena skrivnost, ki ste izdala, če zares ta, da se zadeva upeče v arašidovem olju. Tako da, če se kdaj sprašuje, zakaj ima tukaj tako dober krompirček, ja, zato, ker se to ful ne študira, to sceno krompirja. Tako da, najboljši krompirček na svetu, vse verjetnosti. A je to se noto tako? Pa zadnji lučka gori zelena. Zdaj pa krompir ni vse, ne, krompir je sam pika na i, ne. Burger, ne, mora imeti valjda ful dober mesen pulpet, ne, in tukaj sta Til pa Klemen ful zbirčna. Namreč verjamete v to, da mora biti govedo srečno, zato da je burger najboljši. Zato so ta goveda v bistvu 100% pašna, kar pomeni, da se pasejo in se pasejo nekje pod nanosom. Tako da, ja, to je ena glavnih komponent zgodbe o uspehu. Epic food moment. Kaj? Koliko si mi je to na hamburgeru povedal? 3 kažeš. Misliš, da je 3? Zdaj, če bi lahko vse skupaj seštel v tako en tak zmnožek tega, kar food burger ponuja, je to, ne. Kar ugotavljamo v njuni filozofiji. 100% naravna predelava, lokalna predelava, to pomeni, da vse sestavine tukaj so slovenske, čisto res krave so slovensko srečne, pišanci so tam z nekaj Ptuja. Tako da, glej, food burger, če hočeš res pravo slovensko fast food hrano, street junk food, ki pa v bistvu glede na to, da je tako nekako zdrav prepran, sploh več ni junk food, ampak je v bistvu strong food. At your service, sir? Tudi za vlogerja sem predstavil, ampak je pa tržna niša. Ej, ne mi povej, ampak Til pa Klemen sta pa pizduna, a ne? Kako sem ona dva? Ta glavna. Ta glavna, ne? Ona dva bejba pripeljata, ne? Na burger svoj, ne? Predstavljaš to? Ne rabite nič, ne? Če jaz tam danes malo ven zvečer pelo. Jaz se, kakor jaz poznam te gostince, ne, njim tudi na kraj pameti ne pride svoje hrane jesti.